Grafoskop. Premisleki o kulturno-umetnostni vzgoji. Mestna knjižnica Ljubljana, pionirska center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, izvira iz pionirske knjižnice. Ta pa je bila vse od ustanovitve leta 1948 vodilna strokovna ustanova na področju mladinskega knjižničarstva pri nas. Svoj domicil je nekoč imela v očarljivi meščanski vili ob Komenskega ulici v Ljubljani, kjer danes domuje Art Center Info točka Pionirskega doma, zdaj pa že leta zaseda drugo nadstropje v nekdanji veleblagovnici Supermarket v palači Evropa. Specializirani oddelki za otroško in mladinsko književnost splošnih knjižnic so nadvse pomembni, saj za marsikaterega posameznika pogosto predstavljajo prvo vstopno točko med knjižne platnice, da bi tako izposojeno knjigo morda tudi prvič sam prebral. Ali pa skupaj s starši oziroma ljubečimi odraslimi. Zdi se namreč, da so domače knjižnice vse bolj skromne in ne presegajo nekaj 10 enot, čeravno je prav število knjižnih enot v teh knjižnicah eden od merljivih parametrov bralne pismenosti. Knjige, ki z leti postanejo družinski člani, bi morali biti, kot nekoč tudi danes, družinska srebrnina, ki se deduje, predvsem pa medgeneracijsko oplaja in širi. Sicer pa tovrstni oddelki, kakršen je pionirska, že zdavnaj presegajo samo kontekst izposojevalnic knjig, pač pa so v strokovnem smislu vse bolj tudi izobraževalna in pomembna bibliotekarsko-analitična središča, pa tudi srečevališča. V tokratnem grafoskopu, ki sem ga tik pred poletnimi počitnicami zasnoval Klemen Markovčič, o pionirski in njeni dejavnosti skozi pogovor razmišlja vodja centra, magistrica Darja Lavrenčič-Vrabec. V tem vznesenem in pričakujočem času junija pa se bova seveda spraševala tudi o kakšnih dobrih knjižnih predlogih. Darja Lavrenčič-Vrabec, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, Klemen, tudi vi in najini poslušalci. Morda se za začetek zazreva v zgodovino pionirske. Za kakšno knjižnico oziroma oddelek gre? Ja, to je bila vedno v pozitivnem smislu izstopajoča knjižnica, pionirska v tem smislu, kot ga navaja tudi slovar, v bistvu raziskovanja, nekoga, ki utira poti vsem ostalim naprej. Bila je knjižnica, ki je imela, moramo omeniti še to, da je že častitljiva dama glede na svoje korenine. Leta 28 v jeseni bo praznovala 80. obletnico svojega obstoja, torej svoj 80. rojstni dan. Ja, imela je vedno predane in čudovite ljudi, ki so delali v njej z mladimi. Resnično so začeli orati ledino na področju mladinskega knjižničarstva in se ozirali v svet po najboljših tedanjih zgledih. Hodili tja na študijske obiske, imeli tudi štipendijo za bivanje, recimo v Münchenski mednarodni mladinski knjižnici, ki je bila tedaj zgled, svetilnik tedanje Evrope, in v tem prinesle so kolegice prejšnjih generacij, če tu omenjam doktorico Marjano Kobe, Martino Šircelj, Andro Žnidar, tisto najboljše, kar smo lahko povzeli in prilagodili tudi pri nas v Sloveniji. Torej knjižnica, ki je skrbela za svoje lokalno okolje, in tudi knjižnica, ki je poskrbela za nacionalni prostor. Torej njen rojstni dan pomeni tudi začetek ustvarjanja slovenskega mladinskega knjižničarstva. Torej praznujemo oboji. Sicer pa so specializirani knjižnični oddelki za otroke in mlade sila pomembni, so neke vrste prva vstopna točka v svet knjig. Kaj je njihova primarna vloga? Ja, primarna naloga je sprejeti otroka že čim bolj zgodaj, seveda v spremstvu staršev, v predšolskem obdobju, zato da ga počasi mu pokažemo, ga prepričamo,
kaj vse se skriva v knjigah. Da je knjižnica en prijeten, topel, varen prostor, kjer lahko bogato preživljamo svoj prosti čas, kjer izmenjujemo svoja mnenja, kjer dobesedno rastemo s knjigami, obiskujemo tudi različne dejavnosti, od ure pravljic, ki ima najdaljšo tradicijo, že 60 let tudi pri nas. Skratka, in seveda tudi drugih dogodkih. V te oddelke prihajamo organizirano tudi z vrtci, torej ko smo v vrtcu, z vrtčevskimi skupinami, z osnovno šolo, ko je razred na obisku. Prihajamo tudi na povabila knjižnice, na najrazličnejše dogodke, od srečanj z avtorji, v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo. Torej, razlogov za obisk je veliko, mi pa želimo, da se začne vzgoja bralca čim prej, že z obiski staršev, potem roko poda vrtec, šola, skratka. Rečem lahko, da mi začnemo ustvarjati bralca. Kar naredimo, to bomo tudi imeli, a ne s podporo vseh. Tako kot je za vzgojo otroka potrebna, kot pravi ljudski pregovor, cela afriška vas, a ne, bi lahko rekla, da je tudi za vzgojo bralca potrebno veliko, veliko dejavnikov. Sploh zdaj v teh časih bi lahko rekla, da nam je težko. Težje kot njega dni, ko je bila recimo knjiga edina, bila je v zavesti kot eno pomembno sredstvo človečanja, če lahko rečem, tako z kar hudimi presežnimi besedami. Zdaj pa imamo tukaj le ekrane, čas, ki ga je zmeraj manj, a ne, neko tekmovanje, čemu bomo posvetili svojo pozornost, kaj nam je vredno. V čem pa se morda tovrstni oddelki splošnih knjižnic razlikujejo od šolskih knjižnic? Ja, v tem, da pokrivajo prosti čas otroka. Šolska knjižnica pa podpira program šole, kurikulum bi lahko rekla, s tem, da se dobi tudi ščepec česa, kar to presega, ne. Gremo oboji z roko v roki, vsi skrbimo za te istega otroka, med nami ni konkurence, ampak sodelovanje. In jaz bi res želela, da bi končno tudi šolskim knjižnicam se nasmehnili svetlejši časi, ker ta zgodba dobiva že brado, a ne, bi lahko rekla po domače, to, da ni poskrbljeno za knjižni fond. Žalosti me tudi na apel po lanskem knjižnem sejmu, po Založniški akademiji, ki je bil podan v slovensko javnost, odločevalcem, kako je pomembno, a ne, da je šolska knjižnica, šola, ki jo pač obiskuje vsak otrok, s tem tudi šolsko knjižnico, bogata z gradivom, da ne premore nekega zastarelega gradiva, ki ni več aktualno, ampak ki otroku pomaga pri šolskem programu, pa tudi seže malce čez v njegove interese. Vemo, da so zlasti najstniki hitro spreminjajoča se skupina. Kako poteka izbor in nakup knjig zanje in seveda kako za druge starostne skupine? Verjetno je to kuriranje kar zahtevno. Ja, je precej zahtevno, moram reči, da pri nas dnevno to poteka, torej v Pionirski, v mestni knjižnici, ko pridejo nove knjige, pride vsaka knjiga v naše roke, se v njej posvetujemo, torej koliko izvodov bomo nakupili, knjigo potem seveda tudi obdelajo kolegi v službi za obdelavo, mi pa poskrbimo torej za vsebinska gesla, oblikovna gesla. Navsezadnje je to tista prva vstopna točka in malce kasneje je tudi pomembno, a ne, naše prvo sito, ki ga opravimo zaposleni v Pionirski, ali je knjiga tudi take veljave, da bo lahko prišla na knjigometer. To je pa res tista prva informacija o najnovejši produkciji, torej ali je knjiga dobra, visoko dobra bi lahko rekla, zelo dobra ali pa celo sumimo, vemo, da bo odlična in da ji ne bo šel znak za kakovost zlata hruška. In take knjige se znajdejo na knjigometru kot priporočilo za bralce, torej kaj brati, kaj kupiti sebi za domačo knjižnico, svoji dragi osebi za darilo in kolegom v šolskih knjižnicah,
bi si želela tudi, a ne, pa zlasti v splošnih knjižnicah na mladinskih oddelkih, kaj kupiti. Torej, najnovejša informacija v najnovejšem gradivu, medtem ko je priročnik, pa pogled na leto nazaj produkcije. Tako. No, tega se bova zdaj dotaknila. Sicer pa knjižnice že zdavnaj niso samo, kot pravite, izposojevalnice knjig, pač pa vse bolj izobraževalna in pomembna bibliotekarska središča. Ena od izjemno dobrih praks pionirske, ki je prerasla svoje lastne okvire, je tako zagotovo projekt Zlata hruška. Predstavite nam ga, prosim, nekoliko podrobneje. Ja, to bi lahko rekla, da je kar naša inovacija. Inovacija v pionirski, torej ljudi, ki smo z njo tesno povezani, prežeti, delamo v njej in tudi naši zunanji sodelavci. Gre pa za projekt, ki ima sicer korenine že v preteklih generacijah, recimo v reviji Otrok in knjiga, prvi začetki leta 72, generacije, ki sem jih omenjala, doktorica Marjana Kobe, Andraž Nidar, Martina Šircelj, ampak to so bili popolnoma drugačni časi in tedaj se je objavil izbor kakovostnih gradiv za otroke in mladino. Vemo, da je takdaj obstajalo le nekaj založb, ki so imele hudo sito, skozi katerega je padla nekakovost in ostalo na situ le najboljše. No, potem pa v novi državi, a ne z demokratizacijo, so se pa časi začeli spreminjati. Produkcija je eksplodirala dobesedno, pa ne rečem grdo, vsakdo se je lahko lotil izdajanja knjig, brez kakršnega koli znanja, brez nekih osnovnih založniških standardov. Najprej smo opazovali, ta proces, to erupcijo in se opogumljali za ne samo evidentiranje, ampak tudi za vrednotenje. To je pa tudi huda stvar, za katero je treba imeti veliko znanja, pa tudi neko prepoznavanje, objektivnost, čeprav je seveda vedno tudi subjektivnost prisotna. Ampak v ta namen smo se mi razvili v neko ekipo, 13-14 ljudi, torej jedro predstavljamo zaposleni v pionirski, tudi kolegi iz mladinskih oddelkov naših splošnih knjižnic in zunanji eksperti za področje mladinske književnosti, knjižničarstva, promocija branja. Naj omenim nekaj imen, doktorico Gajo Kos, kritičarko s področja mladinske književnosti, doktorico Tino Bilban, tudi teoretičarko, poznavalko tudi poučnih knjig, magistrico Tilko Jamnik, torej imena, ki veliko povedo, kolegice Manca Perko, Petra Potočnik, ki vrsto let delujejo pri društvu Bralna značka Slovenija pri ZPMS. 13 nas je in mi pregledamo, to je celoletno delo, vso produkcijo knjig za otroke in mladino, ki izide na slovenskem knjižnem trgu. V lanskem priročniku je bilo 1032 knjižnih naslovov, ki smo se jih zbrali za vrednotenje, pri čemer moram reči, da tukaj mi ne upoštevamo šolskih gradiv, učbenikov, delovnih zvezkov, pobarvanj, komercialnega tiska, didaktičnih projektov. Knjiga mora biti tudi dostopna v parih slovenskih večjih osrednjih knjižnicah. Prosimo tudi samo založnike, da nam posreduje informacije in vedno gremo v tem pomladnem času tudi na pregled manjkajočega gradiva v Narodno in univerzitetno knjižnico. Tako da polovimo vse tisto, kar je recimo dosegljivo na slovenskem knjižnem trgu. In seveda, glejte, mi delamo celo leto, se dobivamo na uredniških sestankih, zdajle je vrelišče tega dela uredniškega, ko bomo morali zaključiti z Zlatimi hruškami, ki so seveda še tajnost, in potem gremo pa na dvodelni sistem, ki smo ga razvili od leta 2021 dalje, s pomočjo naše stanovske organizacije, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, kar smo si želeli in smo prišli do te stopničke. Ta pa ima posebno komisijo 7 članov, res, kako bi rekla, eminentnih slovenskih mladinskih in šolskih knjižničarjev iz cele Slovenije, tako da
Ni nekih očitkov o centralizaciji, ampak od vse povsod prihajajo kolegice in kolegi in enega člana imamo vedno tudi z področja likovnega oblikovanja in ilustracije. Tokrat prihaja z Akademije za oblikovanje in v Ljubljani. Skratka, moram pa reči, da potem dobimo na osnovi njihovega pospešenega branja čez poletje, to je velika obveza, recimo 100 knjig prebrati, od igro knjige do crossover romana, tako da zelo cenimo njihovo delo, pa še v zgodnji jeseni in seveda tudi sestankovanje, da potem dobimo konec septembra, začetek oktobra rezultate njihovega dela, 4 najbolj zlate hruške v kategorijah izvirno slovenska, mladinska leposlovna knjiga, poučna mladinska knjiga in enako tudi prevedena. Lansko leto smo imeli žal samo 3 kategorije, poučna je izpadla, ker je nismo imeli izvirno slovenske, letos pa moram reči, da je situacija boljša in da se veselimo rezultatov njihovega dela v jeseni. Moram pa poudariti še to, da za razliko od ostalih nagrad, Zlata hruška pogleda na knjigo v celoti. Torej nas zanima, kakšna je knjiga kot založniški izdelek. Ali upošteva osnovne založniške standarde, ali je bil pri njej prisoten prevajalec, ali ilustrator, ali je to umetna inteligenca, slike snete s spleta, ali je bila knjigi posvečena jezikovna pozornost, ali je dana v javnost brez, umanjka vse to. Potem, ali je primerna za ciljno publiko, za katero se deklarira, ali dejstva stroke držijo, kakšna je njena literarnost, ali upoštevate osnovne komponente etike, estetike, sporočilnosti. Skratka, vse to nas zanima in verjemite mi, da res je vsaka knjiga deležna pozornosti. O njej se pogovarjamo večkrat, sploh knjigam, ki so kakovostna. In k temu tudi težimo pri nas, pri nabavi, vemo, da je sredstev za nakup vedno manj in mi pazimo, s čim hranimo duha naših otrok in mladih, tako da na policah je prostor za kakovostne knjige, nekakovostne, da lahko delamo, so pa na voljo za študijske namene v našem arhivu. Ob bogu zlatim hruškam, a tiše, pa Pionirska že leta izdaja priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig. Za kakšen priročnik gre in komu je namenjen? Ja, to je letna publikacija, tukaj so potem rezultati vidni našega dela, dela pionirskih zunanjih. Tako. V bistvu je to pregled produkcije in tudi vrednotenje te produkcije. Imeli smo 5 kategorij, še prej pogrešljivo, zdaj imamo pomanjkljivo. To je gradivo, ki ga pač ne priporočamo, včasih se sprašujemo, zakaj sploh izide, O kakovosti pa govorimo pri 3 kategorijah, o dobri oznaki gradiva, to je tista, ki jo je največ, ki je zelo raznolika in ki je pomembna za bralce, ki so oklevajoči, za bralce, ki stopajo na pot branja, da jih prepričajo, ki so pomembne za bralno kilometrino, za usvojitev bralne tehnike. Potem, če gremo naprej, pa govorimo o zelo dobrih knjigah, kjer so pa posamezne komponente res izpostavljene, tudi kakšne inovacije. Tega pa potem, s tem pa prepričajo zlasti zlate hruške in so tudi res podvig založnikov, ki so zlati. Sicer pa priročnik nastaja v tekočem letu za preteklo leto, kot ste že rekli. Tako. Recentni kompas pri predlogih za branje pa je knjigometer, ki ste ga že omenili. Zakaj gre?
Torej, imamo pogled nazaj, na leto nazaj, kot je priročnik. Moram tukaj opozoriti, da priročnik prinese veliko statističnega gradiva, veliko pogledov, uvodnikov, ki jih napišemo sami ali naši zunanji sodelavci. Je res eno pomembno orodje kolegom, tudi raziskovalcem s področja mladinske književnosti, avtorjem, urednikom, prevajalcem, ena povratna informacija. Tudi o izdelkih, ki so jih naredili. Tako da marsikdo se je na tej poti razvoja, ko še ni imel recimo tako kakovostnih knjig, potem, če je vložil neke napore, je priplezal z napori, znanjem tudi do Zlate hruške in tega smo mi zelo veseli. In vidimo tudi to, da ima nek učinek, na slovensko založništvo, ko smo mi začeli, to je bilo konc 90. let, pa potem v drugem tisočletju, da je bilo razmerje nekakovosti, kakovosti zelo zaskrbljujoče. 60% nekakovosti, 40% kakovosti. Zdaj počasi nam je uspelo to razmerje obrniti. Tako da govorimo o 60% kakovosti in o 40% nekakovosti. Sveda smo dajali tukaj tudi signale, v javnost, tudi to problem pomanjkanja kakovostnega izvirno slovenskega poučnega gradiva, ker so se zgodila leta lani, pa mislim, da je bilo to naključje, pa še prej, da nismo imeli niti ene knjige slovenskega domačega znanja, stroke, ki bi lahko dali Zlata hruška, in brez tega ni priznanja, Tudi če bi bila ena, bi bilo malo umanjkanje, recimo potem za priznanje. Sicer pa se tem posebnim in zagotovo zahtevnim bralcem posvečate že vrsto let. Kaj opažate, koliko otroci in mladi še berejo in predvsem kaj? Je knjiga še njihova zaveznica in sopotnica? Ja, truditi se je treba, zelo so potrebni napori vseh nas, da to dosežemo, ker knjiga ni tako samoumevna družabnica. Zdaj lahko rečem, da pač v splošni knjižnici smo malo privilegirani, k nam prihajajo že prepričani, bralci, otroci s svojimi starši, ki so sorodne krvne skupine, Zdajle prihaja čez počitnic, ko se bodo oborožili v pozitivnem smislu s knjigami, pa ne le s tistimi lažjega žanra, ampak tudi zahtevnejšega, ker to je vendar toliko časa poletja, ko se nekih obveznosti osvobodiš in so misli praznejše, misli so bolj sveže, sprosti se prostor, miselni, in je čas za gibanje duha in telesa in rekreacijo. No, nekateri zelo prizadevni bralci pa berejo tudi že za bralno značko, za vnaprej, tisti zelo sistematični, se pripravljajo tudi za tekmovanja, recimo za Cankarjevo, tudi take dobimo v knjižnico, skratka. Težava je, da pač ne sežemo toliko v okolja, ki so mogoče manj srečna, ki niso tako privilegirana. Tukaj pa moram reči, da ima šolska knjižnica res to pomembno moč, kajti obvezno je hoditi v šolo, v njej preživi otrok vsak dan toliko časa, zato se najprej sreča otrok iz manj ugodnih okoliščin v šolski knjižnici, kot morda v splošno, v katero bo lahko prišel. In tukaj poudarjam tudi eno vlogo družinskih centrov, ki se v Sloveniji formirajo, vznikajo, ki delajo tudi s temi otroki celo leto, tudi med počitnicami v blokovskih naseljih, kjer otroci nimajo toliko možnosti počitnic, pa se srečujejo tam ob knjigi in ob kvalitetnih dejavnosti. In tukaj tudi izrekam vse priznanje kolegom, ki se na teh področjih trudijo in nadomestijo ta manko in knjigo pripeljajo, tudi Zlato hruško tja. Tako da
Promocija Zlate hruške je vidna tako z nalepkami v knjižnicah, z gradivi, z gibankami, ki pridejo v vsak žep otroka, staršev, družin, s plakati, ki se svetijo v knjižnicah in tudi v teh, recimo, družinskih centrih, a ne. Koliko pa je odraslih, ki si redno izposojajo leposlovje za otroke in mlade zase, ne za svoje ali druge otroke in mlade? Ja, pri nas moram reči, ker smo vrtnarji, a ne, oziroma gojimo zlate hruške, da je to tekom let kar postalo že samoumevna znamka za knjigo, za katero ti ni treba žalovati za časom, ki ga boš vložil vanjo. In to so knjige, kjer se lahko združita oba, tako starš kot otrok, najstnik, in se v njej lahko tudi pogovarjata. No, imamo tudi, najdejo se tudi bralci, starejši, katerih otroci so recimo zrasli, pa vseeno pridejo po knjige z emblemom Zlata hruška, ker vejo, da bo to eno fino branje. Nam je v čast to. Bliža se čas poletnih počitnic, kot sva že rekla, in dopustov, ko nam v roke knjige raje zajadrajo. Morda skleneva s kakšnim zanimivim knjižnim predlogom ali mačkom v žaklju, če parafraziram še eno od akcij mestne knjižnice. Ja, maček v žaklju za odrasle bralce, torej za starše, pa tudi za otroke in mlade. No, tam se lahko zbira tudi po najrazličnejših žanrih, če pogledam na odrasle. No, vsekakor je eno prijetno presenečenje, pozitivno, tako da moram reči, da imajo naši bralci to zelo radi. V času korone, ko je bilo kar težko živeti in funkcionirati, so tudi mački v žaklju opravili zelo pomembno vlogo in veliko so se izposojali. Sicer pa glejte, knjigometer je en tak tudi namig, potem seznami zlatih hrušk, priporočilo knjižničarja, ki bo počaščen, če se bodo nanj obrnili veliki in mladi bralci, po nasvet. Bukla revija, jo moram tudi izpostaviti, opravlja pomembno poslanstvo in sem vesela, da jo imamo. Tudi kot knjižnica, kot pionirska v njej sodelujemo z različnimi aktivnosti, s promocijo branja. Torej, možnosti je zelo veliko. Mislim, da sva povedala vse. Ali še kakšna misel? Kako je zdaj na minutažo, boste preverili. Ja, lahko bi rekla, da je res branje eno potovanje, ena rast in zorenje, mentalno. Tudi to, da postanemo eni zadovoljni ljudje, sočutni, empatični, da živimo več tisoč življenj, da nas knjige popeljajo ne v različna časovna obdobja, v različne življenjske prelomnice in izkušnje in so nam morda v pomoč, če bomo kdaj sami individualno zatavali vanje in če kaj bi položila na srce družbi, a ne, da je fino, da ima čim več bralcev, to so ljudje, ki so razmišljujoči, ki so bolj zdravi, zadovoljni z življenjem. Na ta način se tudi ustvarja en višji bruto proizvod, a ne. Ljudje, ki so razgledani, mislim, da lahko več ustvarijo, premikajo meje, so dobri državljani, čeprav tudi kritični, ampak skozi to gremo napredku naproti. Začeti je treba pa že zgodaj in všeč mi je misel, mislim, da je to ena taka najlepša misel v pismenosti, ki popiha na dušo vsem nam in aktivira vse nas, ki smo podporniki branja. Emily Buchwald, da pač tako se glasi, da bralci zrastejo v naročju bralcev, a ne, in v naročju svojih staršev, tam se vse začne, z čustveno bližino, s knjigo v roki in naj nam ne bo žal časa za to, ker to je nepovraten čas, a ne, in kot pravi tudi naša razvojna psihologinja, doktorica Ljubica Marjanovič, Umek, Sonja Pečjak,
tudi druge strokovne sodelavke, nikoli ni prezgodaj za začeti ustvarjati bralca. Še pred enim letom ali pa še v nosečnosti. Darja Lavrenčič Vrabec, hvala za pogovor in vse dobro. Hvala tudi vam, Klemen, in hvala tudi najnim poslušalcem. Kličem k branju, k obiskovanju knjigarn, knjižnic in naj bo poletje res lepo, bogato tudi s knjigo. To je bila oddaja Grafoskop o kulturno-umetnostni vzgoji. Zasnoval sem jo Klemen Markovčič, tehnično jo je uredila Sonja Strenar. Oddaja je dostopna tudi kot podcast. Produkcija Uredništva za kulturo, junij 2026.